Gospe in gospodje, ekscelence, lepo pozdravljeni na našem današnjem srečanju. In kot ste videli, smo tukaj se stisnili v tem majhnem prostoru. Posebej pa pozdravljam še enega veleposlanika, ki je prišel direktno na naš dogodek iz Teherana. Ampak o tem kasneje, ne? Današnji gost SDMO je veleposlanik Mirko Cilber, diplomat, ki je služboval vse od Pekinga, Washingtona do Bruslja. Kariero je začel kot pomočnik vojaškega atašeja v Pekingu, se vojaško izpopolnjeval v ZDA, vmes pa po razglasitvi premirja v iraško-iranski vojni v 80. letih prejšnjega stoletja kot visoki častnik skoraj eno leto deloval v misiji Unimog. Unimog to ni tisti nemški kamion, ampak je United Nations Iran-Iraq Military Observer Group. Kot sam pravi, je vojak, diplomat, publicist. Kot diplomat se je ukvarjal s politično-varnostnimi zadevami v OVSE in NATO. V svojih kolumnah v Dnevnikovem objektivu pogosto komentira nacionalno in globalno varnost. Iransko situacijo že dolgo intenzivno spremlja in je gotovo tisti, ki nam lahko veliko pove o iranski situaciji na bojišču, po tej agresiji Združenih držav Amerike in Izraela, ki sta jo pričeli pred 3 tedni, če se ne motim. Mirka Ciglerja tudi kot uglednega člana našega društva prisrčno pozdravljam. Razpravo bom povezoval Marjan Šetinc, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose. Preden pa našemu gostu predam besedo, si bom dovolil nekaj uvodnih besed, tako da bomo videli, o čem naj bi govorili. V zadnjih nekaj tednih smo priča ostremu in verjetno pričakovanemu zaostrovanju ameriških pritiskov na Iran, kar je kar pričakovana posledica pretenj in kopičenja ameriške armade, kot je rekel predsednik Trump. Iran je bil deležen v zadnjih 45 letih različnih sankcij, predvsem s strani ZDA, v glavnem zaradi nuklearnega programa. ZDA so ves čas skušali zmanjšati iranski vpliv na širšem območju. Po umoru generala Sulejmanija januarja 2020, o tem smo imeli debato na našem društvu, po vračilnih raketnih napadih Irana je predsednik Trump najavil še ostrejše sankcije, ki naj bi spremenile vedenje, behavior, kot je on rekel, Iran. Toda kljub sankcijam je Iran po zadnji oceni Mednarodnega monetarnega sklada po bruto proizvodu glede na kupno moč na 24. mesto na svetu. Torej, v tem rangu je 5 držav, Tajvan, Avstralija, Vietnam, Tajland in Bangladeš. To je približno 2000 milijard dolarjev bruto proizvoda. V 40 letih Islamske republike, to je bilo pred 6 leti, se je iranski bruto proizvod povečal za 6-krat. Takrat, leta 2020, je bil delež prebivalstva pod pragom revščine zmanjšan s 46% na 10,5%. Pričakovana življenjska doba je bila takrat 55,8 let in je leta 2020 znašala 76 let. Če morda omenimo še pismenost, med odraslimi je
leta 2020 bilo 36,5% pismenih odraslih, oziroma leta 1979 jih je bilo 36,5, 2020 pa že 84,7. To vse v avtokratskem Iranu. Teh nekaj kazalcev pove, da sankcije Irana niso zlomile. Še več, Iran je dokazal veliko sposobnost samovzdržnosti, pa tudi krepitve vojaške moči in razvijanja nuklearnih zmogljivosti. Nobena skrivnost ni, da ZDA vlečejo tako politične kot vojaške poteze na Bližnjem vzhodu v dogovoru z Izraelom. Amerika brezpogojno podpira Izrael in Izrael ima močne vzvode, judovski lobiji imajo veliko moč in vpliv v ameriških političnih strukturah, nedvomno pa tudi ogromno finančno moč od bank do medijev. Par podatkov. Lansko leto je v senatu ameriškem sedelo 10 deklariranih judov in v kongresu 25. Kot veste, je kongres zelo tesno razdeljen, da te glasovi lahko prevladajo v eno ali drugo smer. Preprečitev ogrožanja Izraela je nedvomno v interesu Amerike. Vsi, ki so proti Izraelu oziroma ogrožajo Izrael, ogrožajo seveda tudi ameriške interese. Teroristične organizacije, kot jih je razglasila Amerika, Hamas in Hezbollah, ki jo podpira Iran, tem, ko ogrožata Izrael, ogrožata ameriški interes. Uničenje, onesposobitev Irana bi naj posledično uničilo tudi Hamas in Hezbollah. Že 3 tedne poteka ameriško-izraelska agresija na Iran. Netanjahu in Trump izjavljata, da so uničili že vse iranske vojaške sposobnosti. Ubiti so vsi ključni posamezniki, ki sta jih Izrael in ZDA določila za nosilce avtokratske iranske oblasti. Ameriški in izraelski izstrelki zadevajo zelo natančno. Natančen projektil je našel in ubil in umoril ajatolo Hameneja in njegovo družino. Ali pa Alija Laridžanija pred nekaj dnevi. Sprašujem se, kako Izraelci pridejo do natančne lokacije, do lokacije koordinat vseh pobitih oseb, ki so imele pomembne funkcije, od generalov, politikov, strokovnjakov za nuklearno tehnologijo. Nekdo, pač si predstavljam, mora sporočiti, izdati koordinati. Ali pa imajo te osebe vgrajene čipe, malo za ironijo, ki sporočajo natančno lokacijo ameriškim in izraelskim silam. Je mogoče, da sateliti prepoznavajo osebe na Zemlji? Ni mogoče verjeti in si predstavljati, da bi ajatola z družino sedel v pisarni ali doma in čakal, da ga zadene bomba. Ne glede na vse uničujoče izraelske in ameriške trditve, da je Iran vojaško uničen in onesposobljen, se ta ne da. Celo več, s svojimi raketami zadeva ameriške baze, locirane v sosednjih državah, in tudi naftne terminale v vseh zalivskih državah. Od Katarja, Združenih arabskih emiratov, Savdske Arabije, Bahreina, Omana, vse do Cipra in blokira Hormuško ožino. Kako je možno, in to so vprašanja za našega gosta, da Iran še zmerom deluje vojaško, se brani in napada, kje so locirana raketna izstrelišča? Iran je ogromna država. Površina Irana je 1.648.000 kvadratnih kilometrov in ima 90 milijonov prebivalcev. Iran ni Gaza, kot veste, Gaza ima pa 365 kvadratnih kilometrov, kar je manj kot ljubljanska občina. Obrambne kapacitete so skrite in razpršene po celem Iranu.
Torej, s kakšnimi raketami in droni razpolaga Iran? Nismo še slišali, kako deluje iranska zračna obramba, kako so zaščiteni nuklearni obrati. Trump trdi, da je armada uničila iransko mornarico. Koliko je ta zares uničena? Enako trdi za protiletalsko obrambo Irana. Priteka v Iran vojaška pomoč. Menda mu z informacijsko pomaga Rusija. Kaj pa druge šiitske države? Zdaj ne naštevam naprej in sprašujem, naj bo to dovolj z moje strani. Mirko, predajam ti besedo. Hvala, Marjan. Pozdrav z moje strani. Seveda za vsakega predavatelja je super takle pogled, polna dvorana in seveda malo temperaturo dvigne, kako bo to vse skupaj zvenelo. Posebej pozdravljam veleposlanika, ki je prišel direkcion, ne vem po kakšni poti. In bo seveda v tej naši razpravi tisti zadnji jeziček na tehtnici, ki bo povedal, tako kot te dni gledamo na televiziji, kaj naši bodoči voditelji povejo prav na polovico ali pa narobe. Tako bo on lahko povedal, kako bo to vse skupaj izgledalo. Za uvod, naj vam povem, Marjan je že nekaj omenil, moj odnos do Irana ni samo, bi rekel, publicistično radoveden, ampak je tudi nek oseben odnos. Iz dveh razlogov. Prvič, ko sem bil sredi 80-ih v Ameriki na podiplomskih študijih na Generalštabni akademiji, smo v predmetu strategija med ostalimi velikimi scenariji igrali scenarij začetka ameriško-iranske vojne. Takrat v tistih časih je Sovjetska zveza bila formalni zaveznik z Iranom, ameriško-iranski odnosi so bili pa približno tako nikakršni, kakršni so danes. Zdaj, kaj je razlika iz tistega časa, ko smo mi nadebudno planirali, kako tako veliko vojno začeti, in danes je, da praktično to, kar je ameriška politika in ameriška vojska naredila v pripravah na zdajšnjo vojno, ni v ničemer podobnem s tistem, kar smo pred mnogimi leti, desetletji planirali strani, bi rekel, vojske, kako se to začeti. Da skrajšam zgodbo. 3 tedne so bile načrtovalne priprave, kako iz Amerike, Evrope, Azije v regijo Bližnjega vzhoda pripeljati zadostno število sil vseh 3 rodov, torej mornarice, letalstva in kopenskih sil, vso potrebno logistično podporo, od hrane do bolnic, do zabave in tako naprej, da bi lahko začeli s tako operacijo. Konkretno se je to pokazalo par let kasneje v zalivski vojni. To je praktično začela se na tak način, kot smo se mi takrat v šoli učili. Ko danes pogledamo to, kar se dogaja, ali pa kaj je bila uvertura v iransko vojno, nič od tega ne vidimo. Od vse te velike retorike ameriškega predsednika smo videli kaj? 2 bojni skupini letalonosilk. Torej, Ford in ta drugi je, ne vem, katera je še nosil. Lincoln. Torej, 2 letalonosilki sta prišli, ena v Sredozemlje, druga v Rdeče morje. In to je nekaj letalskih sil prebazirano na Diego Garcia v Indijskem oceanu. Slišali smo sami, da je prebaziranje v Evropo bilo že bistveno bolj problematično, kajti moramo se zavedati, da ameriške sile v Evropi, torej okrog 100 000
imajo vsako posebno zaveznico, tako rekoč bilateralni sporazum o baziranju. In ta sporazum ima dva dela. Eden je za tiste naloge, ki so naloge znotraj zavezništva, in drugi je tisto, kar bi eventualna država, ki bazira, torej Združene države, za svoje lastne potrebe uporabljene. In v tem primeru so morale Združene države formalno zaprositi in Veliko Britanijo in Španijo in ostale, da bi lahko uporabljale te baze, ki so hkrati tudi NATO-va oporišča za to operacijo. Sami veste, Britanci so odlagali odločitev, koliko so lahko dolgo, Španci so vztrajali na tem in niso dovolili, da bi Američani uporabljali ameriška oporišča iz Španije. To je z ene strani seveda podaljšalo začetek vojne. Taka situacija je pomembna, da razumemo, kako se je vojna v teh prvih 3 tednih razvijala in kako lahko pričakujemo, da se bo razvijala naprej. Samo za ilustracijo, ko smo mi ta scenarij pripravili vse te sile v regiji in končno krenili v vojno, se je vsa stvar zelo hitro končala v parih dneh. Prišlo je do direktne vojne ali pa direktnega vojnega kontakta z ruskimi silami. Zelo hitro je vojna iz klasične eskalirala v uporabo taktičnega jedrskega orožja in ena in druga stran je dala zeleno luč in scenarij se je končal, ker je zmanjkalo vojakov. Praktično v enem dnevu je bilo bojišče izpraznjeno, ne ena ne druga stran ni imela več rezervnih sil za kakršnokoli popolnitev in tako naprej. Kasneje bomo videli, da se zdaj ta vojna razvija v podobno stvar, s tem, da zdaj ne zmanjkuje vojakov, teh tako in tako tam še ni, ampak jim zmanjkuje pulfra, zmanjkuje jim orožja, s katerimi se ta vojna vodi, zlasti strani Združenih držav in ne vemo, v kolikšni meri tudi Izraela. Druga zgodba za uvod je moja osebna izkušnja iz Irana. Marjan je omenil, jaz takrat kot vojak me je seveda profesionalno silno zanimalo, kako izgleda država po 8 letih vojne. Iransko-iraška vojna trajala 8 let. No, in ko je kazalo na to, da sta obe državi tako izčrpani, da sledi premirje, sem se jaz javil, da grem v sestavi takrat jugoslovanskega kontingenta v to prvo opazovalno misijo Združenih narodov, takoj po prekinitvi ognja, in sem praktično bil na iranski strani v tej prvi fazi in ugotovil, da vse tisto, kar sem 20 let se učil ali slišal ali videl, kako naj bi izgledala moderna vojna, je v enem dnevu propadlo. Ko smo prišli dejansko dol v območje Basre, to je ta južni del ali pa Šatel Araba, smo bili tam soočeni z nečemer, kar ni nikjer v nobeni vojaški knjigi in učbeniku pisali. To je bila čisto ena druga vojna, ena čisto drugačna vojna in verjetno, jaz predvidevam, da se to danes ponavlja spet, da tudi današnji vojaki, ko pridejo v to situacijo, ne najdejo situacije takšne, o kateri so se učili in trenirali v svojih vojskah, ampak nekaj čisto drugačnega, čisto novega, presenetljivega, in na to se je treba pripraviti. Zdaj, to leto v Iranu je bilo razdeljeno praktično na 2 dela. Prva polovica na jugu, v Šatel Arabu, tam sem bil tudi v, bi rekel, visoki komandni dolžnosti, namestnik poveljnika sektorja Hvaz, to je področje veliko kot recimo Bosna. Mi smo bi rekel, kontrolirali
linijo premirja, ki je bila dolga par 100 kilometrov. Cela misija, to, da dobimo en občutek, pa preskočim zdaj v Ukrajino. Ukrajinsko-ruska fronta je dolga približno 1200 kilometrov. Iransko-iraška linija prekinitve ognja je bila približno iste dolžine, tudi okrog 1200 kilometrov. A veste, koliko je bilo opazovalcev Združenih narodov, ki je kontroliralo teh 1200 kilometrov, brez dronov, brez satelitov, brez vsega tega, kar nam danes tehnika omogoča? 200. 200 za več kot 1000 kilometrov. In verjemite mi, po mesecu, dveh, treh smo vedeli tako rekoč za vsak puškomitraljez in vsak minomet, da ne rečemo za večja orožja in enote, kje so, kako so, kaj delujejo in tako naprej. Tako da te zgodbe, da za Ukrajino rabimo ne vem kakšne brigade in divizije evropske ali kogarkoli, niso čist realne. V tem času, kar se mi zdi pomembno za razumevanje, kje smo danes v Iranu, je moje življenje z iransko revolucionarno gardo. Zlasti tu dol v območju Šat el Araba. Vi se boste vsi spomnili te vojne in silnih bitk v tem času, zlasti za polotok Fao, pa gor naprej v močvirjih, za izredno velike izgube človeške na obeh straneh, pa zlasti pa na iranski, in zlasti v tem delu, ki ga je nadzorovala revolucionarna garda, ki je praktično v valovih pošiljala te mlade iranske fante naravnost v Allahov nebesa. To so bili samomorilski napadi in tako naprej. In vendar, ko smo s temi ljudmi delali vsak dan, smo ugotovili, pa sem ugotovil, da so to strašni borci. Ne sam v smislu fanatizma, tudi to, seveda tudi to, ampak tudi v smislu profesionalnosti. In da so silno iznajdljivi. Samo eno anekdoto. Smo en mesec se trudili, da bi prišli do kontakta s poveljnikom te pazdaranske divizije, ki je kontrolirala to območje meje, in nikakor nam niso tega dovolili. Stalno so se nekaj izmišljevali, da ni časa, kakorkoli. No, in po enem mesecu moj oficir za zvezo, tak recimo 30-35 let star možakar, lepo angleščino, amerikanščino, pravi, no, zdaj pa bo poveljnik pazdaranov z vami. No, in smo bili takale soba kot tole. In jaz sedim s tem mojim oficirjem za zvezo in čakam, ja, pa kje bo zdaj ta general njihov, in on se v enem trenutku vstane, na drugo stran sedeti. Jaz sem rekel, kaj pa delaš? Ja, prav, general je prišel. Praktično takoj od začetka je poveljnik divizije mesec dni živel v najbolj tesnem kontaktu z nami, torej Združenimi narodi, kot navaden oficir za zvezo. Sva imela potem kar nekaj časa problem, da sva ugotovila, da lahko en drugem vseeno zaupava, in je potem stvar funkcionirala, dokler so bili glavni kršitelji premirja Iračani. Ko se je po parih mesecih situacija obrnila in so glavni kršitelji postajali Iranci, je življenje za Združene narode, za misijo postalo zelo komplicirano. Ampak to je potem druga zgodba. To sem hotel reči. Mi smo v tem času, ko smo prišli po 8 letih na mejo, ugotovili, da so te sile iranske neverjetno odporne, da so neverjetni survivorji, da so živeli
preživeli in se borili v pogojih, okoliščinah, ki za nas, recimo takrat vojske iz drugih delov sveta, pa ni bil sam Zahod, bil je praktično iz celega sveta, so bile nepredstavljive. Nepredstavljive, da bi sploh fizično preživeli, kaj šele, da bi praktično delovali kot bojna enota. To je odgovor že na tvoje vprašanje, kaj se dogaja danes z Iranom oziroma z njihovo vojsko. Poslušamo neverjetno arogantnega ameriškega ministra vojske, Heseta, tudi predsednika Trumpa, tudi poveljnika centralnega poveljstva, ki prepričujejo Američane, prepričujejo svet, da so v 3 tednih bolj ali manj Iran in iransko vojsko zradirali, da je to razbito do temeljev in da bolj ali manj ni ničesar ostalo. In jaz jim verjamem, da je temu tako. Praktično mornarica, klasična mornarica več ne obstaja, kot smo brali, zadnje ladje so potopili tam sred Indijskega oceana, nekje pri Šrilanki. Letalstvo več ne obstaja, to so razbili po letališčih ali po teh koponirjih. Praktično Izrael in Združene države imajo popolno svobodo zračnega prostora, pa vendar dan za dnem beremo, da iranski droni letijo v celo področje Bližnjega vzhoda, zadevajo ne gibljive tarče, ampak ambasade, hotele, naftne inštalacije in tako naprej. Torej, fiksne cilje, kjer v resnici ni potrebna neka velika tehnologija in znanost. To so neke kot nemške V2 proti koncu vojne, konzerve napolnjene z gorivom in eno relativno enostavno računalniško napravo za krmiljenje vezano na GPS ali nekaj podobnega, da pridejo približno v cono cilja. Tu seveda zdaj prihaja do ene situacije, ki je pravzaprav odločilna za vsako vojno. Kako postaviti simetrijo vojne. Zdaj, Američani seveda se hvalijo in obrambni minister in seveda predsednik, da je ta vojaška superiornost Amerike v primeru Irana taka, da obramba praktično ni možna in ni smiselna. Vendar to je simetrija, ki je postavljena vojska na vojsko. Kar so ameriški generali, tisto malo, kar je še ostalo pametnih, kar jih ni Trump že v tem, pa obrambni minister v tem zadnjem letu zamenjal, opozarjali je, da v prvi fazi vojne Združene države obvezno morajo nevtralizirati in zavarovati Hormuško ožino. Da je to šverpunkt, da je to težišče te vojne, oziroma da to bo težišče te vojne in ne Teheran, jedrske inštalacije. Tisto so že tako in tako lanskega junija zbombardirali ne do temeljev, ampak še 20-30 metrov globlje od tega. In dejansko to se je zgodilo. Iran je svoje težišče prenesel tam, kjer je močnejši, in to je nafta. To je nafta, to je Hormuz, to je otok Kark. In tu zdaj je nastala ta strateška neravnoteža. Z ene strani Američani z dneva v dan nadaljujejo z to vojaško dimenzijo, ne morejo do konca nevtralizirati iranske dronske raketne sile, ki odgovarjajo z napadi
selektivno po njihovih silah in pa seveda širše v zalivskih državah in seveda malo kasneje bomo bolj več detajlno o tem rekli na Evropo. Torej Ciper, Grčija, napad na članico Evropske unije, napad na članico, zaveznico v NATO. Kaj to pomeni konkretno za nas? Nova strategija ameriške nacionalne varnosti in obrambna strategija, ki je bila sprejeta konec lanskega leta oziroma začetku letošnjega leta, nam je na prvi pogled izgledala, da razčiščuje to situacijo, ki na nek način kaže, da to Trumpovo vsakodnevno blebetanje in spreminjanje izjav in stališč enkrat tako, enkrat drugače, da izza tega obstaja ena substanca, ena politika, ki je racionalna, ki je premišljena in ki je stabilna in dolgoročna, ne? In torej v teh strategijah smo dve stvari videli to, česar prej v ameriških strategijah ni bilo, ne? Prvič, da se težišče politično, varnostno vrača na zahodno hemisfero, ne? Torej, da je zahodna hemisfera težišče ameriškega delovanja, najprej same Združene države Amerike in potem praktično na sever, ključno zato vsa ta zgodba s Kanado in Grenlandijo in seveda na jug Srednja in Južna Amerika. In z druge strani, da je konec z ameriškim izvozom demokracije, ne? Oziroma prenašanje demokracije kamorkoli po svetu, ne? Zdaj, ko smo gledali naprej, ne, prioritetne naloge, je potem bila Azija, Bližnji vzhod je bil zelo, ali pa je še vedno, je bil zelo, bi rekel, minorno obdelan v primerjavi, kako pomembno ali pa kako detaljno je ta del v prejšnjih ameriških strategijah bil obdelan, ne. Kar je na nek način kazalo, da je ta odmik od Evrope, ne, pivot v Azijo, hkrati bil tudi odmik iz Bližnjega vzhoda v Azijo. In potem se je zgodil Iran, ne. In videli smo v reakcijah ali pa v prvih nastopih, pojasnilih zunanjega ministra ameriškega in obrambnega ministra oziroma ministra vojne, kot mu zdaj po novem pravijo, sam sebi pravi, ne, sta poskušala oba na nek način odgovarjati tako, da bo to kolikor toliko skladno s tem, kar piše v njihovih teh strateških dokumentih, ne. Pa vendar je tu prihajalo stalno do teh, bi rekel, dvoumnih in različnih interpretacij, ki so svet, vse bolj pa tudi same Združene države Amerike, puščale v tej dilemi, kaj pravzaprav se zdaj tam dogaja. Da ne bi zdaj več šel v tem delu, se mi zdi, da ko govorimo o tej vojni, si moramo najprej sami pri sebi odgovoriti, čigava je to vojna, ne. Ali je to ameriško-izraelska vojna proti Iranu, ali je to izraelsko-ameriška vojna proti Iranu, ne. Zdaj, odgovora na to vprašanje ni, ne, vsak zase si ga odgovoriti, koliko verjame, da je prav. Imate zelo resne analitike, ki bodo trdili eno ali drugo, ne. Celo zunanji minister ameriški je v eni prvih izjav dejal, da je do vojne prišlo, ker je pač moralo priti, ker bi Izraelci tako in tako napadli Iran, ne. Obrambni minister ga je pol takoj popravil, da to pa že ni res, in ko so predsednika vprašali, je on rekel, to pa že ne, jaz sem ta, ki odločam o vojni in miru, ne. V resnici ne vemo na tej stopni, kdo je bil ti in kolika je ameriška odvisnost od Izraela v tem primeru in obratno.
Vsekakor pa po 3 tednih praktično lahko rečemo, da je znotraj te vojne proti Iranu praktično še ena vojna, ne? To je izraelska vojna proti Libanonu, ne? Torej ta vojna se nekako skriva v tej večji vojni. Strategija, ki jo obe državi uporabljata v tej vojni, je relativno homogena, ne? Torej ta napad iz odstojanja, težišče ali pa fokus edino na tej zračni komponenti, nikakršnega fizičnega kontakta z nasprotnikom, s tem, da ameriška je to torej strategija požgane zemlje, ne? Torej splanirati čisto do tega, medtem ko Izraelci poudarjajo ta element košnja travnika, ne? Torej zraste trava, pa spet pokosimo, ne? Pa pustimo, pa malo zraste trava, pa spet pokosimo. Torej, to, kar poslušamo skoraj dnevno, vsako novo iransko vodstvo, kakršnokoli že bo, bomo pobili, ne? Pa bojo nove dali, pa bomo spet pobili, ne? To je to košnja vedno znova in vedno No, znova. kako jih locirajo? Kako jih najdejo? Zdaj, sam trenutek začetka napada je bil presenečenje, ne? Presenečenje je bil, da se ni zgodil tako, kot je navada nekje v zgodnjih jutranjih urah ali pred zoro ali tako naprej, ampak je bil nekje sredi dopoldneva in tako naprej, ker so verjetno že prišli iz svojih zaklonišč, bunkerjev in tako naprej in so pač življenje tam teče, ne? Saj Iran ni prekinil življenja, ne? Verjetno bo ambasador povedal to bolj natančno. Življenje teče in seveda ti ljudje morajo te svoje funkcije, ki jih upravljajo, na nek način upravljati in sestavni del upravljanja je komunikacija, gibanje in vse to, kar temu služi. Zdaj, vloga Mosada tukaj je vsekakor pomembna, mi točno ne vemo, kako natančno so vedeli za te mikrolokacije in podobno. V preteklosti so že dokazali, da so, kar se tega tiče, vrhunski mojstri, ne? In tudi v tokratnem primeru se je dokazalo. Ta vojna bo vsekakor šla v zgodovino vojn kot primer, ko je državi napadalki uspelo v prvem valu, v tisti najbolj začetni otvoritveni fazi praktično tako rekoč 100% obglaviti versko, politično, vojaško, obveščevalno vodstvo države, ne. Zdaj, Iranu se je to že tolikokrat zgodilo, ne, to ni prvič, da ni nobeno presenečenje, da je razvil proti obrambo takem načinu, ne. To nekje v teoriji imenujejo sistem mozaičen, ne, torej mozaika, ne. In to je največja razlika od tega, kar se je zgodilo v Venezueli, ne. Tam si imel diktaturo enega človeka, si ga umaknil in praktično si lahko bolj ali manj vzpostavil svoje interese, politiko in tako naprej, ne. V Iranu je ta mozaična struktura, ta mreža praktično obsega to celo veliko deželo, v kateri si govoril, 1,6 milijona kvadratnih kilometrov in sistem je v teh letih zgrajen, vpeljan in testiran, da deluje, da na tak način praktično se ta, če hočete, hobotnica, ne, stalno obnavlja in dejansko ne moreš priti do tega, da država ostane brez vodstva, ne. Drugo je, da seveda ta decentralizacija pomeni za mene največjo nevarnost, ne samo za Iran, ne samo za regijo, ampak dejansko za svetovni mir. Namreč, to konstantno ubijanje vseh, ki jih identificirajo kot odločevalce, ne, verske, politične, vojaške,
pomeni, da približno pol tone obogatenega urana, s katerim Iran vsaj do pred vojno naj bi po ocenah jedrske agencije iz Dunaja in ostalih obveščevalnih ocenah razpolagal, ostaja brez nadzora. Pa spomnite se, ko se je začela vojna v Ukrajini in smo poslušali teorije o tem, da je izza tega ideja, da se Ruska federacija čim bolj razbije, fragmentira in tako naprej. Ne? In protiargument je bil kateri, ne? Da ti državo, ki ima koliko 6 tisoč projektilov jedrskih, ne greš razbijati na prafaktorje, ker s tem tvegaš, da zgubiš centralni nadzor nad to silo. In spomnite se, ko Rusi prek Medvedjeva, njega imajo za to, grozi Zahodni Evropi in ostalim z jedrskim uničenjem, z atomskimi bombami, prej ali slej iz Pekinga slišite en glas, no, to pa ne. In smo mi relativno sigurni, da kakršenkoli je že razvoj tam, si Rusija tega ne more dovoliti, ker ji tega ne dovoli Kitajska. Situacija, ki jo zdaj imamo v Iranu, ki se razvija, ni nikogar, ki bi lahko komorkoli v Iranu to rekel, no. Sam Trump pravi, saj zdaj ne vemo točno več, kdo so ti, ki so novi voditelji. Edino, kar Izraelci pravijo, mi jih bomo pobili. Torej, ta izguba nadzora nad te pol tone urana je po moji oceni največja nevarnost, daleč največja nevarnost te vojne. Namreč moja osebna izkušnja iz tega življenja v Iranu je, da brez problema, to, da bojo v takih pogojih, v katerih zdaj živijo, uspeli improvizirati neko raketo z nekim smiselnim dometom, 2-3 tisoč kilometrov, na njo montirati jedrsko konico in jo nekam poslati na nek cilj, je dosti znanstvena fantastika. To sploh ni važno, ampak iz 500 kilogramov ali pa 100 kilogramov ali pa 50, kakorkoli, obogatenega urana lahko naredite zelo veliko umazanih bomb. Da poenostavno rečem, to je 5 kil eksploziva pa pol kile urana. Eksplozija skupaj z nekom, ki to na roko naredi, ki ne rabi kakršnekoli sofisticirane stvari za daljinsko upravljanje in tako naprej. V 11. septembra smo videli, da takih, ki so pripravljeni skupaj tak sprožilec biti, je vedno dovolj. V Iranu, verjemite, znotraj teh revolucionarnih struktur, dovolj takih, ki bi bili super zadovoljni, da bi lahko na tak način šli po ekspres poti do Allaha. Tako da ta zgodba, jaz v resnici ne razumem riziko, ki ga je Amerika in Izrael pripravljena sprejeti zaradi te jedrske grožnje. Tudi čen element je, v tej grožnji, tudi če pride do uporabe recimo takega terorističnega orodja, država, ki je cilj ali pa ki je žrtev, nima pravega odgovora. Vsa silna atomska sredstva in Amerike in Izraela, če nekje na zahodni ameriški obali eksplodira ena ladja, pred San Franciscom ali pa kjerkoli že, kaj je odgovor? Bodo Združene države jedrsko uničile 90 milijonov ljudi? Veste, to ni več
ta zgodba iz časa hladne vojne, ne? Mutual assured destruction in tako naprej, se vsi tega spomnimo. Načrte vi nas, mimo vas, mi vas bomo 10-krat, mi vas bomo pa 100-krat, kot da ni dosti, da se enkrat mrtev. Ta simetrija več ne obstaja. Ne obstaja več, kdo je tisti, ki je sprožilec. Tega skoraj ne slišimo v zdajšnjih razpravah. Tega skoraj ne slišimo tudi, tega vidimo v analizah, te jedrske nevarnosti. Kak teden nazaj smo poslušali, da Trump razmišlja, da bi poslal te svoje specialne sile, na katere je silno ponosen, ki naj bi našle ta uran in ga nekako zavarovale in tako naprej. To je bilo par dni, pa je potihnilo. Jaz verjamem, da to ni na enem mestu, da so oni tako kot vse ostalo tudi to disperzirali in da je lahko kjerkoli od Kurdistana pa do Balučistana in tako naprej. Torej, to je ena zelo pomembna dimenzija te vojne, ki pri vseh nas lahko sproža eno veliko, bi rekel, nelagodje, najmanjšo roko. Zdaj, o tej simetriji mogoče samo še eno stvar. Govoril sem že, da praktično Iranci so ugotovili, da realno, da Američani ne morejo premagati. Ne morejo se jim niti efektno vojaško upreti. Vendar pa lahko zaradi nafte in zaradi Hormuza naredijo to vojno za Ameriko tako drago, da bo postala predraga za Trumpa. Torej, cinično lahko rečemo, vsaka vojna ima svojo ceno. Cel štos je tega, da mora biti za zmagovalca cenejša ali v človeških življenjih ali materialno, kot pa za poraženca. In Iranci so zdaj genialno ugotovili, da v resnici lahko Trumpa porazijo ekonomsko, čeprav jih on hkrati vojaško poraža z dneva v dan. Vojaško bi temu rekli, da taktični vojaški uspehi ne vodijo v strateške zmage, ampak lahko vodijo v strateški poraz. Zdaj, en del v Ameriki se mi zdi, da počasi po 3 tednih vojne so začeli to dojemati in iščejo odgovor, kako temu najti kontra neko strategijo. Kar se same te, bi rekel, vojaške komponente cene tiče, gledajte, en ta Shahed, ta dron iranski, stane nekje povprečje okrog $30,000. Patriot, protizračna raketa, s katerimi se to sestreljuje, stane okrog 3 milijone. Pred vojno je Iran imel po različnih ocenah, ampak nekje okrog 80,000 takih dronov. Združene države imajo v svoji oborožitvi okoli 1600 patriotov. Iranska proizvodnja šahedov je pred vojno bila 400 na mesec. Ameriška proizvodnja Pershingov, teh je 40 na mesec. To je samo eno sredstvo, zdaj to razširite na cel vojaški arzenal, dobimo ta nemogoča razmerja 1:100, 1:1000. Danes beremo, Trump zahteva nadaljnjih 200 milijard
za to vojno, ne, v ameriškem proračunu. Ne. Torej, z ene strani imamo ceno vojne, ki gre v stratosfero, in z druge strani imamo attrition, torej obratno situacijo. Ne. Mi smo stalno mislili, da to izčrpavanje bo izvajal tisti, ki je močnejši, ne. In zdaj slabši izčrpava močnejšega, dokler ta vzdrži. Ne. Tu je seveda zdaj še naslednje vprašanje, to je zavezništev. Prva faza je v resnici bilateralna. Ne. Govorili smo že, torej Izrael, Amerika, Trump je rekel, ne rabimo nikogar, ne. Hecet je bil še bolj brutalen, rekel, ne rabimo nekih zaveznikov, ko niso za drugo kot to, da nam težijo v nekih zakonih vojskovanja in človekovih pravicah in tako naprej, ker imamo samo, da ne rečem, kaj z njimi. Ne. Eno nadutost, spomnite se pol, ko je britanski premier vseeno rekel, da bi oni pa nekod pomagali, je Trump rekel, ne rabimo vaše letalonosilke, mi smo že zmagali. Ne. 14 dni po tistem cvili, ne, in prosi, ne, Evropo, prosi zaveznike, pomagajte, ne, pomagajte zavarovati promet skozi Hormuško ožino. In evropski odgovor je tokrat ne. Ne zelo odločen, ampak dovolj, da je ne. Da ni maybe, ampak ne. In Evropska unija in NATO. Evropska unija je sicer od začetka še manj nekaj, pa bi ono misijo, ko imamo dol v Rdečem morju proti piratom, prestavili gor v Perzijski zaliv, v Hormuz in tako naprej. Ne. To seveda moramo razumeti, da to leto Trumpa, prvo leto drugega mandata, pa tudi še seveda prejšnji mandat, ne, je absolutno spremenilo pozicijo in vlogo in položaj Amerike v svetu. Ne. Če se spomnimo zalivske vojne, ne, in seveda tam naše hude odprte rane, vilniške deklaracije, ne, ker smo se mi pridružili tako naprej. Jaz sem bil takrat v Washingtonu. Američani so desperatno iskali prijatelje in zaveznike za to vojno. Pazite, to ni bila igra, to ni bila finta, to nekaj, pa pejte še vi malo, pa ne vem kaj. Ne. Dejansko jim je bilo do tega, da tudi neki taki vojaško brezvezni, kot smo mi, in pa podobni, ne, da smo na njihovi strani. Toliko jim je bilo do tega, da nam je bilo bolj ali manj rečeno, če ne boste na naši strani, ne boste v NATO. To je bila cela zgodba Vilniške deklaracije. Ne. No in seveda, vemo, kako se je končalo. Nič od tega več ni prisotno. Nič. Ne. Torej, ta občutek, da so sami in da lahko sami obvladajo svet, jih je pripeljala v to situacijo danes, da so ostali popolnoma osamljeni. Ne. Torej, Evropa je rekla ne, NATO je rekel ne, Japonska je rekla ne, Južna Koreja je rekla ne, Avstralija je rekla ne. Kaj mi je ostalo? Izrael. Z Izraelom so že. Ne? In to ni dovolj, da končajo to vojno na svoj... Torej, Odbor za mir. Odbor za mir. Ne? A bojo zdaj oni to? Hočem reči, ta vojna je nenadoma pokazala, kako zelo osamljena je Amerika v zelo kratkem času, vsega praktično to zadnje leto ostala. Ne? In drugo, da je vse več držav, ki je pripravljeno tvegati, da Ameriki brutalno rečejo ne. Ergo Španija. Ne? Seveda je trenutno sramota, da evropska politika ne zmore minimum politične ne moči, ampak politične, ne vem, kaj bi bil pravi izraz. Modrosti. Modrost, tako, ja.
da podpre španskega premijera, ne? Da je ostal čist sam, ne? En samcat glas politični v Evropi nismo slišali, ki bi rekel Španija, bravo, ali pa malo bolj diplomatsko, ne? Nismo, ne? Nažalost, do tam še nismo. Ampak slišimo, da pa praktično, seveda, Trump zdaj grozi, kaj se bo vse zgodilo z NATO-om in tako naprej. To se bi z NATO-om zgodilo tako in tako. Ne? Ta proces je zdaj samo mogoče malo podaljšan. Ker se to ni zgodilo, je moral čez noč ukazati svojim marincem iz Okinave, 31. ekspedicijskem korpusu, da se na hitro spakira na tiste desantne ladje in s polno paro v zaliv. Včeraj so šli skozi Malako, se pravi bojo v zalivu nekje okrog Velike noči. Se pravi, nekje v Velike noči jaz predvidevam, to je moja ocena zdaj, ali bo ali pa ne bo, da bomo videli neko drugo fazo te vojne. To je neka vrsta kopenske operacije, invazije, bog si ga vedi, kako na Hormuz. Trump ne more pustiti Hormuz takšen, kakršen je zdaj, nekontroliran. Očitno so Iranci te svoje podvodne drone ali karkoli že imajo tam, tako dobro pripravili, da jim v nekem daljšem časovnem obdobju lahko uspevajo, ne rabijo vsak dan, ampak če vsakih 14 dni zadenejo en tankar, pomeni, da svetovni insurance, te firme, ki zavarujejo te tankarske prevoze, ne bodo, torej bojo šle cene tako visoko, da bo promet skozi ožino zaprt. In s tem seveda je ta ekonomska cena vojne postaja tako visoka, da praktično je Trump več ne more obvladati in je Združene države, ne glede na to, kaj storijo, več ne morejo obvladati. Tako da je ta vojna pripeljana zdaj že v relativno hitrem času v neko fazo, ki več ne vemo, kaj bo tretja faza. Jaz pravim, tretja faza bo, tretja faza je trenutno še v megli vojne. Ne vemo niti, kako bo izgledala, niti kako bo potekala, niti kakšen bo njen končni rezultat. Tukaj bi jaz končal, pa bomo potem še mogoče, če bo vprašanja malo v posledicah, pa kako to vse skupaj izgleda. Bomo izzvali našo publiko, ampak morda eno samo vprašanje za ogrevanje. Kakšna je razlika oziroma je Pakistan bolj varna jedrska sila kot Iran? In tega ne postavlja nihče pod vprašaj. Trenutno vsaj ne. Čeprav vemo, da se tam mešajo vplivi, tako Kitajska kot Zahod. Ja, jaz bi tako odgovoril. Iran je potencialno jedrska sila. Mi v resnici ne vemo tam za okrog 500 kilogramov tega obogatenega urana, ne vemo, v kakšni fazi je ali pa v kakšni stopnji je raketni program in torej predelava tega urana v jedrsko konico, kar ni čisto enostavna stvar. Torej potencial, medtem ko Pakistan je de facto jedrska država. In z de facto jedrsko državo se drugače pogovarjaš kot z potencialno jedrsko državo. Torej tudi, če bi Iran že imel nek svoj stockpile, neko število svojih jedrskih konic, bi verjetno cela zgodba potekala zelo drugače, ampak to je ista zgodba, kot se sprašujemo, kaj bi bilo, če Ukrajina tam v začetka 90. letih ne bi podpisala sporazuma in se praktično jedrsko razorožila in bi kompletno jedrski arzenal odpeljali nazaj v Rusko federacijo. Oziroma
to, kar pravimo danes in kar vidimo zdaj, tako rekoč in v regiji Bližnjega vzhoda in drugod, ne, tudi v Evropi, Poljska, ne. Ne. Dajmo jedrsko se oborožiti, ker je to garant, najbolj siguren garant nacionalne varnosti. Ne. To poslušamo zdaj pri Poljakih, to poslušamo v zalivskih državah in seveda tudi pakistansko-afganistanska vojna, ker je trenutno popolnoma v senci tega, kar se dogaja v zalivu, je ena drugačna vojna ravno zaradi tega, ker v ozadju pakistansko-indijskega konflikta pač stojita nasprot dve jedrski sili, ki bi odnos do tega orožja utegnili imeti bistveno drugačni, kot pa to, kar smo mi vsi skupaj nekako podedovali iz naše hladnovojne tradicije v odnosu Amerika-Sovjetska zveza. Tako da... Ja, imamo ene pol ure za vprašanja. Vabim, če se bo kdo ojunačil. Bojan mi že tako ves čas grozi s vprašanjem. Tole je gospod. Da je stan z Irakas, Aha. z gospodarske zbornice Slovenije. Imam eno vprašanje, ko ste vi šli njim. Kje se Irak tukaj? Irak? Kje pa Imaret, pa Katar, pa vse te države, ko imajo ameriška baza. Ta vojna, kar je pač, jaz sem skozi, pa sem bil par dni v Iraku. V bistvu sem lovil pa zadnji lovil. Aha, super. Tako je, 4 ure kasneje so bombardirali. Ta vojna v bistvu tudi v Iraku, samo mi Iračani dobimo 3-krat več. Ja. Iranci nas bombardirajo, ker imamo ameriške baze napred. Pol pa Američani nas bombardirajo, ker imamo iranska tovarna za drone, pa za rakete, pa od naše zemlje streljajo na drugi državi. Nad Izraelom pa nad Imaretom. Potem pa naši Iračani, ko so za nas izdajalci, delajo za Irana, so odkupljivi, že oprani možgani imajo, že od iraško-iranske vojne. By the way, jaz sem bil 3 leta pa pol na frontu. Tako da sem že čez vseh. In je zdaj teli tudi nas bombardirajo. Bombardirajo vseh naftne polje, pa naftne kompanije, ameriške, od KBR, od ostalih. Tako da je, mi dobimo 3-krat. In tudi ne vemo, kako se konča. V Iranu že izvažajo nafta. Mi pa ne izvažamo, kar je naš minister za nafta, ki je pro-Irans, je prepovedal, da naredimo alternativni izvoz. Samo čez Perzijskem zalivu, oziroma Arabskem zalivu pri nas. In ne smemo mi preko Džihan, Kurdistan ima čez Džihan in Kurdistan je ustavljal. Zdaj mi moramo iskati, kaj pa bo. Hvala, super vprašanje. Spomnite se, drugi dan ali pa tretji dan vojne, je Trump prostodušno, tako kot zna pokazati, kak je butl, rekel, da njegovo največje presenečenje za njega v tej vojni je bilo, kako je Iran v prvem valu prenesel vojno v celo regijo. In ta njegova izjava je med analitiki sprožila vihar, kot dokaz, kako je načrtovanje vojne bilo absolutno nikakršno. In da ta predpostavka, da bo vojna potekala tako, kot je recimo potekalo lansko letno junijsko bombardiranje oziroma uničenje iranskih teh jedrskih inštalacij za proizvodnjo Irana, da bo to zdaj neka vrsta ponovitev, pa še malo dodelana z venezuelskim scenarijem. Razen, da ne bojo nekega novega predsednika lovili, ampak ga bojo kar tam na kraju pokončali. Iz druge strani kaže, kako je bil Iran zares vsestransko pripravljen na to vojno.
Ne. To ni, da zdaj po tebi pade, ubije ti celo državno vodstvo, ti boš pa naslednji dan znal natančno, ne vem, no, zdaj že obstaja, koliko je teh ciljev v širši bližnjevzhodni regiji, gre že par sto, ne, če že ne 1000. V prvem tednu so Iranci na to regijo izstrelili okrog 3000 raket in dronov. Ne. Pazite, to je novoletni ognjemet. Ne. To ni kar tako. Kdo je imel to nesrečo, da je ta dron slišal, ko leti ali pa preleti, si enega samega zapomni za celo življenje, verjemite mi. Ne. To ni samo, da grdo poči, ampak tudi zelo grdo se sliši, ko leti po zraku. Ne. Tako da, ja, to vprašanje je seveda, to vprašanje je zdaj, bomo imeli čas, sproža to, kaj je zdaj, kaj je pravi odgovor, ne? Ali se postaviti na ameriško stran, končno, hkrati so Iranci rekli, mi vas imamo radi, ampak Bog pomagi, vi imate ameriške baze, imate ameriške to in to so cilji. Zdaj včasih pa zgrešimo, ne, ker to, ne, pa še kaj drugega zadenemo, hotel, seveda so, ne, in so, mislim, da so včeraj, predvčerajšnjem, da so ven prišle, ampak sem pozabil doma, prve številke, koliko so žrtve v ostalih državah zaliva. Mi v teh 3 tednih to nismo kaj veliko brali o tem in zdaj, ko vidiš, to so zdaj že zelo resne številke za države, ki formalno nimajo nič s to vojno. Ne. Trump pa pravi, ja, zdaj, saj to je vaš interes, da je Hormuška ožina odprta, ne. Dajte jo zavarovati, pošljite svoje ladje, pošljite svoje vojake in tako naprej, ne. In za zalivske države bo prva ta linija, kaj narediti. Ali stati doma, ali se delati, kot da to ni vojna, ne? Ali svojo protizračno obrambo, kar večina zdaj počenja to, ne? Svojo protizračno obrambo poskušati maksimalno zavarovati svoj zračni prostor in svoje inštalacije. In seveda tu moramo zdaj še reči en element, ki je nov od včeraj oziroma predvčerajšnjem, ameriški oziroma izraelski napad na naftna oziroma plinska polja v južnem Farsu. Ne. V 3 tednih, pri vsem tem, bi rekel, totalnem vojaškem bombardiranju Irana, kaj je ostalo nedotaknjeno? Nafta. Ne. Torej, naftne inštalacije, pumpne, predelava, transport so ostale nedotaknjene. Do predvčerajšnjem in danes beremo ameriške izjave, da so prvič to pomotoma naredili Izraelci, ne, pomotoma, in da to se več ne bo zgodilo. Ne. So sicer grožnje, ne, da bi to lahko, zlasti otok Kark, ne, tam je koncentracija vseh teh inštalacij, ampak očitno, kot bi rekel moj prijatelj Ervin Hladnik Milharčič, ne, Američani prinašajo demokracijo sam tam, od koder lahko odnašajo nafto. Ne. No, in to je ena taka. Zdaj, ne vem, kjer je bil prej, Bojan, ne, veleposlanik Benko. Kdo? Ja, nisem bil pozoren dovolj. No? Mirko, hvala lepa za res živahno predavanje. Kupico elementov. Problem pri tej problematiki je, da smo tega ogromno prebrali. Koliko pa vemo, je pa veliko drugo vprašanje. In si pa vnesel še posebno to umazano bombo, etc., neke nove elemente v ta celoten sliko. In še enkrat hvala. Kar zadeva, bi imel eno pripombo, ker glede na to, da je gospod Marjan
predsednik rekel, kako to, da so tako točno ciljali in tako zadevali. Sem bral pač, da je in to Izraelcem uspelo dobiti preko dolgo obdobje časa, zaslediti telefonske številke varnostnikov teh glavnih ljudi, tako neko obdobje. In v debati na drugi nemški javni televiziji pred kratkim je bil vprašan en Iranec, emigrant, kako je to mogoče, levo, desno. Odgovor je bil, da je korupcija tako visceralna v tej državi, da praktično lahko dobiš vse. Moje vprašanje, ob taki visceralni korupciji se pa še vedno brani ta država. No, to je ena zadeva ali zakon za našega veleposlanika. No, zdaj pa tisto najbolj konkretno vprašanje pa je, septembra sem bil v Azerbajdžanu, ena prvih zadev, to je večinsko šiitska država, ena prvih zadev, ko ti povedal, veste, 13 milijonov Azerbajdžancov pa živi na drugi strani, v Iranu. In skratka, to smo imeli v teh debatah tudi velikokrat, oziroma informacija, kako multietničen je Iran, kako Američani igrajo, naj bi igrali na kurdsko karto, menda, in da jim že pomagajo, no o tem tudi nismo nekje slišali. Zdaj, koliko res vemo, vem, da je to vprašanje za milijardo, ne za $1 milijon, ampak še enkrat, korupcija, multietničnost te države, zadeva gre pa še vedno naprej. Vem, da je to komplicirano vprašanje, mislim, da vse nas to zanima. Ja, hvala. Več vprašanj vse naenkrat, ker bom poskušal hitro. Hvala. Še bolj kompliciranje, ne? Mi moramo razumeti, da je ta vojna praktično se sprožila na koncu ene neverjetne notranje politične krize, v kateri ne vemo, to mogoče bo ambasador znal najbolj povedati, kot zdaj tam prihaja, koliko tisoč ali pa mogoče 10 tisoč ljudi, Irancev, je pobitih. 7.020. Ja, ne? In zdaj pomislite, v taki situaciji, in to je v ocenah tudi pogosto poudarjeno kot eden od razlogov, zakaj je do vojne prišlo zdaj, ne? Da je pač in ameriška in izraelska ocena, da je to window opportunity, da zaradi teh notranje popolne, bi rekel, enega kaosa v Iranu, da je to ugodno, da bi se to zgodilo, kar so računali, da bo padel režim, ne? Pa ni. Korupcija, o kateri govoriš, Iran, to je nekaj, kar ima v tej družbi drugo ime in s katerim živi od vekomaj, ne? In tretje, glede torej Kurdov in vseh ostalih, jaz imam občutek, da Iran zelo hitro se giblje v smeri razumevanja države, kot jo v zadnjih časih razumejo Kitajci. Torej, to ni več evropska national state 18. 19. stoletja, ne? Torej, nacija, država, jezik, meje in vse tako naprej, ampak da je to civilizational state, ne? Torej, država civilizacije, ne? In tukaj seveda, kot je Kitajska nekaj tisočletna, pa Indijska nekaj tisočletna, je verjetno tretja v srži civilizacijska država iranska, ne? In v tem kontekstu kakršnikoli tej notranji etnični problemi dobivajo drugačno dimenzijo, so pa seveda danes tako prisotni, kot so vedno bili. Ko sem jaz prišel v Kurdistan,
In ko sem prvič prišel na iransko mejo, gor nekje na 3000 metrih na eno to njihovo opazovalno točko, prav nasproti te vasi, ki so jo Iračani z bojni plini uničili, kaj je že bila? Halabča, ja. No, nasproti Halabče in je obrambni položaj bil za krožno obrambo, ne. Jaz gledam in vprašam tistega poveljnika, zakaj pa imate za krožno obrambo, saj tam dol je Halabča, ne, tam je Irak. Ja, prav, tukaj so pa Iranci. Položaj je bil Kurdov, kurdski položaj, ne. Hočem reči, ta zgodba to je zgodba, s katero Iran živi vso to zgodovino, ne, in v tem trenutku je tudi ta radikalna vojaška operacija ni tako prvi plan potegnila, da bi lahko bistveno spremenila sistem, se mi zdi, no. Veleposlanik Benko. Hvala za besedo. Mirko, hvala za to tako strokovno predstavitev Irana oziroma vojne v Iranu. Kaj takšnega nisem še slišal. Bolj politične, kaj treba in kako. Nekaj me zanima, da je dosti govori seveda nafta, hormoška ožina, kar fosilna goriva. V bistvu te stvari pretresajo regijo in mogoče cel svet, svetovno ekonomijo. Zato se sprašujem, Evropska unija je bila tista, ki je začela z zelenim prehodom. Če bi mi že prej začeli in če bi vse članice in druge države zagrable to idejo, ne, da preidemo na zelena goriva in tako naprej, bi bilo dosti lažje preživeti ta šok. Kot se mi postavlja vprašanje, a zdaj se celo govori, pušča zeleni prehod. Mislim pa, da je prav zeleni prehod strateški del odpornosti in obrambe. In kot takšnega bi ga morda Evropa morala tudi vključiti v svoje razmišljanje. Hvala. Torej, nič ni tako slabo, da za nekaj ni dobro, ne. Zeleni prehod bo zdaj aktualen, oziroma ne bo, je zdaj aktualen tam, kjer si ga nismo želeli, da je aktualen, ne. Omejitev, koliko bomo lahko tankali na pumpi, če bomo sploh še kaj lahko tankali, ne. In bo zeleni prehod prišel vili-nili, ne, iz silo, ne zato, ker smo se mi tako odločili, da bi bilo fajn, če bi bilo, ne. Je pa res, seveda, to širše vprašanje je to, kaj sploh, oziroma tu je mogoče priložnost, da rečemo še eno besedo. Jaz sem uvodoma rekel, da je to vojna ni kar tako, ker je to vojna, ki se je fizično prelevila v Evropo, ki je torej z raketnim napadom na Ciper oziroma na britansko bazo na Cipru de facto, de jure, vojaški napad na Evropsko unijo, ne. Z raketnim napadom na letalsko oporišče Irđilik v Turčiji, de jure, de facto napad na NATO. In zdaj poglejmo, kaj je Ciper naredil? Nič. Zakaj ni naredil nič? Zato, ker ni imel s čim narediti karkoli. To je tako, kot če bi Slovenijo preletela raketa, ne. Mi bi bili približno tako kot Ciper, ne. Zdaj, kaj je pa Evropska unija naredila? Nič. Zakaj? A je hotela politično, diplomatsko protestirati ali kar? Ne. Zato, ker enako Ciper ni imela narediti z ničemer karkoli, ne. Torej, ta kratek, to je drugo, bomo prišli do tam. Ta kratek incident na Cipru nam kaže, kako daleč je politična razprava v Evropi o evropski obrambi, varnosti, samozadostnosti, strateški avtonomiji in cel ta kompleks, kako daleč je od političnega diskursa do neke konkretne realizacije, ki bi uspela prestrežiti raketo, preden bi zadela svoj cilj, ne. Na drugi strani Irđilik, NATO. NATO znotraj sebe politično v
takim političnem cirkusu, kot ga še nismo imeli, odkar obstaja zavezništvo. Ne. Nikdar ni bilo tako slabo, kot je danes. Ne. In vendar, 3 rakete, vse 3 torej identificirane, sestreljene v zraku, daleč preden so dosegle bazo. Torej, mi imamo z ene strani zavezništvo, ki je politično čist na psu, in vendar njegov vojaški del v realnosti deluje impeccable. Točno tako, kot pravijo vojaki, by the book. Točno tako, kot more. Ne? In vse 3 rakete. Torej, iz tega lahko potegnemo lekcijo, da so vse te zdaj predvolilne razprave, koliko bomo zdaj z NATO, pa bomo razvili evropsko obrambo in tako naprej, tisti tako vse skupaj propadli in več nič ne funkcionira, ni res. Ne? Prezgodaj odpisujemo zavezništvo in dokler nimamo nekaj, s čimer ga lahko vsaj približno nadomestimo, ne, je ta zgodba o razpuščanju ali odhajanju ali karkoli že zelo, zelo, zelo prezgodnja. A lahko nekaj vprašam? Zelo zanimivo predavanje. Marjan Lekše. Ampak zdaj vam bom nekaj opozoril. Nakazano je bilo človeški faktor. Humanizem, moja ocena po nepopolnih informacijah, ki jih imam, je Iran država, kjer je človeško življenje najmanj uredno. Tam so pošiljali fante stare do 15 let pred tanki, da so aktivirali mine podzemeljske, pa so šli pa tanki. In to, mi tega človeškega faktorja ne smemo nikoli, ne v zgodovini, v šolah, pri izobraževanju, ne zdajle pozabiti. To je monstrum. Iran je monstrum. Imate prav. Dilema, ki je globalna, je, kaj je bolj, da ostanem na vaši dimenziji, moralno. Ne? Ali je to, kar Amerika in Izrael zdaj počneta, je to odgovor na vaše vprašanje? Torej, režim, ki je pobil na tisoče, na 10 000 svojih državljanov zato, ker se z njim ne strinjajo, je moralno, da ga nekdo, ki lahko naredi in ga zbriše. Ne? Ergo, nasproti, ali je to, da je flagrantno kršenje najbolj temeljna določila mednarodnega prava, reda, suverenosti, nedotakljivosti ozemeljske celovitosti in tako naprej. Bolj pomembno za svetovni mir, kot pa moralni imperativ, o katerem govorite. To je dilema, s katero se v tej vojni srečujemo konkretno, v katero se dejansko srečuje politika, in Evropa je v tej dilemi, bom rekel, najbolj dilemična. Ne? Spomnite se nemškega kanclerja lansko leto pri junijskem bombardiranju Irana. Kaj je rekel? Za nas delajo umazano, namesto nas delajo umazano delo. Ne? Torej, a se je Evropa strinjala s tem? Ne? A smo se mi kot Evropejci strinjali s tem, da nekdo v našem imenu pobija tam neke kakorkoli, verske blazneže ali kakršnekoli, ki pobijajo svoje ljudi? Ne? Izrael, Netanjahu pravi, ne, jih bomo bombardirali tako dolgo, dokler ne bojo spremenili režima. Ne? Če bo ostal kdo, da bo imel kaj spreminjati. Ta dilema, torej moralna, se spreminja v pomemben politično vprašanje, kako Evropa se postaviti dejansko kot enotna, ne, kot enotno političen odgovor do te vojne, ki je v resnici samo podaljšek te dileme, ki v resnici obstaja že od cele tragedije vezane na Gazo. To bi bil. No, še imam 2 vprašanji in
recimo, da naredimo konec s 3 vprašanji. Ok, pa vsa 3 naenkrat. Edvard Kopušar, lepo prosim. Čisto kratko bo. Jaz, kar sem tudi nekaj časa delal v Iranu, sem bil v Iranu, sem malo spoznal, ampak to je že 20 let nazaj, predvsem. In bi rekel 2 stvari. To je dobrih ljudi, ko sem tam srečal, mislim, so dobri kot kruh, jaz nisem, pol sveta sem šel, ni bilo nikjer. Ampak bolj krutega režima, kar smo lahko opazovali, slišali, tako naprej, ga pa ni na svetu. To je neverjetni fanatizem in neverjetno pobijanje svojih ljudi, mučenje in tako naprej. To je meni osebno ni žal, kar se tiče vodstva. Je pa res, da trpi narod. To je ena stvar, zdaj pa eno vprašanje še. Kaj pa redna vojska, revolucionarna garda je smešana, da te rečem čez po domače. To je fanatična garda, revolucionarna. Po drugi strani je pa vojska, ki je vseeno ne kot redna vojska, ali je možno, da tu pride do nekega trenja med njimi, pa da se kaj dovidi, to jaz ne poznam. Z redno vojsko, še bomo kar. Lahko. Dobar dan. Gorazd Japar, jaz sem iz Ministrstva za obrambo. Najprej bi se v bistvu zahvalil za, še posebej torej za te vojaške vidike, iransko-ameriško-izraelske vojne, ki se mi zdijo pač zelo dobra zadeva, ki se ne tako pogosto ne sliši v medijih, tako dalje. Zdaj bi pa mogoče še nekako osebno mnenje povedal, ne. Jaz sicer nisem bil v Iranu tako recimo kot gospod, ne, ampak smo se dotaknili torej ekonomskega faktorja. Sam komentar bi v bistvu povedal, ne, smo se dotaknili ekonomskega faktorja, kar je v tem primeru več ali manj nafta, ne. In sam rekel bi pač poudaril bi to, torej moj komentar, da Iran je, jaz vidim razlog, ne, za to vojno, ne. Torej ena zadeva je, ko smo govorili o jedrskem orožju, Izrael, varnostne zadeve, druga zadeva, ki je pomembna ali pa mogoče celo bolj pomembna, ne, torej da Amerika je imela to agendo od torej islamske revolucije 79. leta, da se iranska naftna industrija privatizira, torej v ameriških rokah, včasih je bila torej tudi v britanskih, ne, in francoskih, ne. In to jaz vidim kot glavni ekonomski razlog s tem. In Iran je četrti največji po rezervah nafte in pač ameriška firma dobi, bomo rekli, če plačuje minimalne cene za koncesije, gospodarje, je to v interesu tudi ameriške naftne industrije. Kar bi pa rekel pri Hormuzu, kar je zelo pomembno, ne. To se mi zdi zelo dobro, kar ste povedali, ne, da so se skoncentrirali torej na Hormuza, ne, ker če se promet nafte na svetovni trg zmanjša za 10%, to ne pomeni, da gre cena nafte za 10%, ampak zaradi značilnosti naftnega trga gre za 40-50%, ne. In to pa pomeni v bistvu, koliko je bilo v 70-ih letih, ne, lahko za zahodni svet stagflacijo. In tega tukaj ima Iran recimo po moje zelo veliko orožja. To praktično. Je še eno vprašanje, če ne. Ok, no, čisto na kratko. Krutost iranskega režima, ja, veste, ena najbolj groznih slik, ki je tu nekje v hipotalamusu. Jaz sem bil eno jutro v južnem Teheranu, trg, pozabil sem ime, tam, kjer egzekucije izvajajo. V soboto tam obzori približno. Pride mestna komunala, pripelje tisto, kako pravijo, žirafo, ne, in pridejo kamioni iz zapora in pridejo neke vreče, v katerih so ljudje in jih tam obesijo. Torej, slika, ki je ostala v mojem spominu in ne bo nikoli zbrisana, ne. Torej, ja, to je ta moralna dilema, ki se tudi to je Iran, ne. Torej, ko mi slišimo, da so zdaj v relativno kratkem času te vstaje ali pa nemirov uspeli pobiti na 10.000 ljudi, ne. Poglejte, na drugi strani smo v Ameriki zaradi tistih incidentov gor v Minnesoti bili pripravljeni verjeti, da se trese cel politični sistem Združenih držav Amerike, ne, za 2-3 človeka, ne.
tukaj pa anonimnih na 10 tisoče. Tako da to je pač daje to kompleksnost te vojne. Apropo tega drugega vprašanja, ne, Hormuz in tako naprej. Ja, nafta seveda je eno vprašanje, ne, ampak tu, tako bi še rekel, za Izraelce je ta vojna lokalna, ne, in za njih je glavni cilj, da Iran čim dlje, čim bolj razbijejo, da ne bo nikoli zares več uspel biti kakršenkoli lokalni in regionalni dejavnik. Ne. To je izraelski cilj. Ne. Njih nafta pa to bistveno ne zanima. Ne. Za razliko od Združenih držav, ki je pa drug. Zdaj eno je to, kar pravi gospod nafta, ampak lahko pa gledamo tudi geostrateško in geopolitično. Ne. In v tem primeru je ameriški cilj geopolitičen in sicer in ni vezan ne na Iran, ne na regijo, ampak je usmerjen na ekonomsko slabitev svojega glavnega geopolitičnega nasprotnika, to je Kitajske na eni strani in na končno, žali Bog, razbitje Evropske unije in NATO, ne, na drugi strani. Ne. Tudi to je dimenzija te vojne, ki je nekako držimo pod medijskim horizontom, ne, ampak tudi tako lahko na to vojno gledamo. Ne. Torej, malo tudi Putin. Vsekakor, torej Putin, nismo o tem govorili, ni bilo časa, Putin je vsekakor največji, ne ravno zmagovalec, ampak jackpot je zadev na tej vojni, ne. Nafta mu je dvignila ceno in ga praktično rešila situacije, ki mu je bila letos strani vodilnih geoekonomskih analitikov prognozirana, da bo ekonomska situacija v Rusiji v letošnjem letu tista, ki bo tudi v Rusiji v ekonomskem smislu odločilno vplivala na nadaljnji potek vojne v Ukrajini. To je zdaj predstavljeno za neki drug čas in danes lahko poslušamo Peskova, ki je rekel, trenutno so pogajanja z Ukrajino kakršnakoli off the table. Ne. Trenutno nas ne zanimajo. Ne. Trenutno jim to ni potrebno. Svetovna javnost, fokus je usmerjen v zaliv in to je vedno krasno okolje za kakršnekoli ofenzivne vojaške operacije, da se izven centralne pozornosti javnosti naredijo neke stvari, ki se drugače ne bi mogle ali pa bi imele drugačno politično ceno. Ne. Tudi Gaza je off the table. Tudi Gaza je off the table. Najlepše hvala za Mirkotu. Izjemno zanimivo predstavitev. Upam, da smo bogatejši z vednostjo, bomo šli domov. Za več vprašanj.